Pustili bomo do besede okroglo mizo, ki sledi. Na njej so zelo izkušeni komunikatorji znanosti, ki to počnejo tudi v praksi. So raziskovalci, so predstavniki medijev, so ljudje, ki poljudno razlagajo znanost, ki so prodrli tudi na TikTok in Instagram, torej najbolj popularni družbeni omrežji. In res mi je v veselje, da jih kar poimensko morda nagovorim. Renato Dacinger vsi poznate, je dolgoletna ustvarjalka znanstvenih oddaj na televiziji Slovenija in je tudi dobitnica nagrade Evropska znanstvena novinarka leta 2019. Renata verjame, da je znanost področje, ki mu je vredno zaupati in ki lahko prinaša rešitve za prihodnost. Renata? Ema je študentka medicine in ustvarjalka profila MedZdravje. Ema s svojim avtentičnim pristopom povezuje medicinsko stroko in vsakdanje življenje. S svojimi vsebinami o zdravju dokazuje, da je znanstvena komunikacija lahko tudi jasna, preprosta in dostopna vsem. In na obeh omrežjih, tako TikTok kot Instagramu, ima več, lahko rečem celo 10.000 sledilcev. Dobrodošla, Ema. Docent dr. Evgen Benedik je klinični dietetik, ki razbija prehranske mite, popularne trende in utrjuje vlogo stroke pri oblikovanju zdravega odnosa do telesa in prehrane. Delno je zaposlen na pediatrični kliniki UKC Ljubljana, delno pa na biotehniški fakulteti. Dobrodošel, Evgen. Neja Bizjak-Štrus je mlada raziskovalka na oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete, ampak ne samo to, je tudi predsednica društva Mlada akademija, torej raziskovalcev, doktorantov, bodočih znanstvenikov, tistih, ki bodo širili glas znanosti v prihodnje. In Neja si prizadeva za odprto znanost, za transparentnost in predvsem za večjo prepoznavnost raziskovalnega dela v družbi, kar pa je tudi bistvo današnje prireditve Bioznanost in človek. Zato Neja Bizjak-Štrus, dobrodošla. Pogovor z našimi izbranimi gosti pa bo vodila doktorica Zarja Muršič. Zarjo zelo dobro poznamo, ne samo zato, ker je biologinja, torej včasih je obiskovala tudi našo fakulteto, ampak tudi, ker je kognitivna znanstvenica, evolucijska antropologinja in novinarka, ki je znana po iskanju mostov med znanostjo in družbo. Poznamo jo pa tudi po vlogi ambasadorske občanske znanosti v Sloveniji. Dobrodošli, Zarja. In če ste pozorni, imamo še enega skrivnega gosta, ki nas je čakal še preden ste se vrnili nazaj v dvorano in bo verjetno med nami še zelo, zelo dolgo. To je seveda generativna umetna inteligenca. Tako da, dragi gostje in Zarja, beseda je vaša. Pustimo vas do besede. Hvala, Suzana, hvala za organizacijo tega izjemno prijetnega dogodka in hvala tudi vsem trem gostjam in gostu, da ste se odzvali na povabilo, da boste danes z mano govorili o stvari, o kateri jaz v bistvu vsak dan razmišljam in tudi kar delam vsak dan. Danes bomo govorili, kako preseči ta mehurček, v katerega je ujeta znanost. Po mojem mnenju se nahajamo v izjemno zanimivem času. Na eni strani imamo dostop do ogromno informacij, verjetno največ v zgodovini, torej nam je na dosegu roke, na naših mobilnih napravah, v obliki umetne inteligence, ampak hkrati se pa zdi, da zaupanje v znanstvenike, znanstvenice in dejstva, morda celo kakšna resničnost je okoli nas, da je to na preizkušnji. Kdo torej danes odloča, kaj je verodostojna informacija, kje jih najdemo in predvsem, kako jih uspešno skomuniciramo z različnimi javnostmi, predvsem kako jih vi, znanstveniki in znanstvenice, skomunicirate uspešno z različnimi javnostmi, uporabljam množino. In danes bomo o tem govorili.
Z mano so odlične gostje in gost. In mogoče za začetek samo razdelim dve zadevi. Na eni strani imamo zaupanje v znanost, torej v zanesljivost znanstvene metode, v procese preverjanja, objektivnost dejstev. Na drugi strani imamo pa morda težavo z zaupanjem v same ljudi, v znanstvenike in znanstvenice. Bom malo bolj pojasnila še s podatki Eurobarometra. Zdi se, potem, kar smo slišali v predavanjih, da so v bistvu vsi te štirje predavatelji oziroma dve predavateljice in dva predavatelja bili izjemno dobri pri tem, da so pojasnili, kako znanost deluje, kako preverjamo dejstva, kako se kdaj zmotimo in odkrijemo nekaj novega, ne? Na drugi strani pa mogoče ravno je to tista točka, v kateri potem dvomljivci v znanost zagrabijo in jo izrabijo, da spravijo, da začnejo drugi ljudje dvomiti v znanost. In imam pa boljše novice. Po podatkih Eurobarometra pa tudi mnogih raziskav o zaupanju v znanost se izkaže, da vsaj v Evropi v večino državah imajo ljudje kar visoko zaupanje v znanost in tudi v znanstvenike. V Sloveniji pa nažalost izstopamo po eni specifični stvari, in sicer v Eurobarometru kaže, da naš odnos do znanosti in družbenih percepcij znanstvenikov negativno izstopamo po tem, da v primerjavi z drugimi evropskimi državami slovenska javnost znanstvenike in znanstvenice bolj pogosto ocenjuje kot ozkoglede, nemoralne, arogantne in slabe pri komuniciranju. Kako torej to preseči? To so podatki Eurobarometra od lani. Jaz bi rekla, potem, kar sem prej videla, da ne vem, od kje to pride, ampak prvo vprašanje bom kar obrnila klele na Evgena, vas lahko po imenu kličem, da bomo bolj tako v redu. Na Evgena, in sicer ti delaš vsak dan tudi z ljudmi, z bolniki, bolnicami, jim tudi svečuješ, ne? In torej, kako ti pri svojem delu izkažuješ to odprtost, transparentnost in kako to občutiš, mogoče, da ti kdaj ne zaupajo? Torej, kako graditi ta most, da ne bi bili videni kot ozkogledi, nemoralni, arogantni in slabi pri komunikaciji? Najprej lep pozdrav še z moje strani. Zdaj, to je ob prisotnosti tega našega skrivnega gosta, je to vsak dan malo težje, ker že pridajo v ambulanto predvsem starši. To je drug pacient, ker imaš vedno na pediatriji dva pacienta, en je otrok, pa še vsaj en ali pa oba starša. In že pridejo s prepričanji, kako si ti nek ozkogleden, z zastarelimi informacijami, pozanimajo se na internetu, predvsem pri našem skrivnem gostu, in pridejo preverjati k meni informacije. Jaz se tega zavedam in poskušam najprej poslušati, ker res si lahko vzamem kakšno minutko več časa, ker zdravniki si ne morejo, in poslušam, kaj mi imajo zapovedati, kaj jih pesti, potem pa poskušam razložiti iz zelo enostavnega vidika, kaj je res v ozadju, in če ima naš skrivni gost kdaj prav, seveda to pritrdim in nadgradim, predvsem pa želim, da ljudje razumejo, kaj jim hočem sporočiti, in poskušam sporočati enostavne informacije in vedno, kadar grejo potem pacienti iz ambulante, vprašam, torej, kaj smo se danes, kaj smo se tokrat zmenili, da preverim informacijo, ne samo, da jo nosijo s seboj, ampak da jo razumejo. In potem na nek način zgradim zaupanje med pacientom in mano in se potem vračajo kasneje na kakšne preglede brez ChatGPT-ja. Ustvarimo zaupanje in pridejo k meni, ker s ChatGPT-jem, če se greste kdaj pogovarjati o kakšni dieti, mogoče vam svetujem, da se greste. To vam jo tako zakomplicira, da je potem, razen če niste res človek, ki ima rad kompleksne zgodbe, vam to tako teži življenje, da prej ali slej obupajo in ChatGPT jih potem pusti nekje na samem. Potem pa pridem jaz, ki jih poskušam zoleči na varno. Tako nekako izgleda. Odlično. Bomo potem tudi malo preverili, kako veliki jezikovni model, kaj si misli o komunikaciji znanosti, pa preden gremo ti imaš osebni stik, to je res nekaj posebnega, da ti je to omogočeno. Seveda lahko tudi mnogi verjetno izmed vas, če delate z ljudmi raziskave, imate ta stik tudi. Renata, ti pa delaš na televiziji in po raziskavi tudi tega istega Eurobarometra je ravno televizija je prvi vir v bistvu informacij znanosti za mnoge ljudi.
In jaz poznam še eno drugo raziskavo tudi iz Združenega kraljestva, kjer nekako so ocenili, da 25%, torej 1/4 vseh ljudi pride nekako pasivno stik v znanostjo ravno s televizijo, torej z dokumentarnih serij, z oddaj, kot je Ugriznimo znanost in podobno. Kako pa vi potem izbirate najprej sogovornike in sogovornice za to oddajo in poskrbite v bistvu, da gradite ta most zaupanja preko televizije? Kaj ta medij je poseben v tem primeru? Kako je poseben? Ja, najprej en lep dober večer še v mojem imenu. Vesela sem, da ti podatki kažejo na to, res, ker včasih se sprašujemo, kaj še pravzaprav sploh delamo na televiziji in kdo nas sploh še gleda. Tudi slučajno si ne upam publike vprašati, kdo gleda redno televizijo. Kako mi izbiramo goste? Slovenija je majhna. V Sloveniji se tako rekoč vsi poznamo, v Sloveniji z lahkoto preverimo, kdo so tisti pravi ljudje. Imamo tudi baze podatkov o raziskovalcih in jaz mislim, da zaenkrat nismo naredili neke večje napake, pravzaprav se je ne spomnim, ko si me to vprašala, sem brskala po spominu in se ne spomnim, da bi naredili kako napako. Mislim, da smo vedno našli nekako prave ljudi, tiste, ki se ukvarjajo na tem z določenim področjem, ki ga predstavljamo. Smo pa enkrat naredili eno napako, na koncu da imamo uganko in zgodilo se nam je, da je naš ugankar narobe rešil uganko, ki jo je sam zastavil. Ko smo to ugotovili, je bilo prepozno, da bi lahko popravili in čakali smo, bo kdo ugotovil. Seveda, 3 minute potem, ko se je oddaja končala, smo dobili prva vprašanja na Facebooku, ali vam pa danes ni ravno šlo. Nam ni, ne. In potem smo se opravičili in ugotovili smo, da smo dobili pravzaprav ogromno odzivov, da ja, kdor dela, dela tudi napake, nič hudega, hvala, ker ste povedali, da ste se zmotili, smo pa ful veseli, da smo mi to ugotovili. Se pravi, pravzaprav nekako nam, lahko bi rekla, da nam kar gre vsa ta leta, 15 let oziroma 16 let smo že na programu in nam kar dobro uspeva, da najdemo prave ljudi, no. In tudi odlično potem skomunicirajo svojo znanost. Ja, nekako smo vedno, jaz bi rekla, da sem med dvema ognjema. Na eni strani so nadrejeni, ki pravijo, znanost nikogar ne zanima, preveč zapletene oddaje delate, na drugi strani so znanstveniki in znanstvenice, če malo pogledam po dvorani, jih vidim ogromno, ki so bili v naši oddaji in vsi so se danes z mano pogovarjali, kar pomeni, da imamo dobre odnose. Ja, nekako poskušamo najti tisto mejo, tisti pravi, pravo količino znanosti in pravo količino poljudnosti. In to, če si ti rekla, da vsak dan razmišljaš o tem, jaz prav tako vsak dan razmišljam o tem in v bistvu lahko rečem, da še mogoče niti nisem naredila oddaje, s katero bi bila 100% zadovoljna. Vedno, ko grem domov, kdaj še razmišljam, tu bi lahko bili še boljši, ampak mogoče je to pa dobro, zato da še naprej delamo in se še trudimo in še želimo biti boljši. Ema, hvala Renata za odgovor. Ema, tebi pa sledi, Suzana je rekla več kot 10.000, če se ne motim, jih je že blizu 20.000. Je, ne? Torej, nekako ti tudi gradiš na drugačnem mediju, na mediju, ki ga bolj spremljajo mlajša populacija, torej na Instagramu, te svoje vsebine in gradiš to zaupanje verjetno imaš, če ti sledi toliko ljudi. Kako ocenjuješ, katere vsebine se ti zdi, da so popularne? Večinoma delaš teme, ki so povedane z zdravjem, ne? To je že mogoče ena taka točka, ki vse ljudi nekako zanima. Kdaj pokrivaš tudi kaj, kar je pa nujno pokrita, mogoče težje predstaviti kot popularno? Živijo sem še z moje strani. Jaz zbiram teme po tem, kar se mi zdi, da bo ljudi zanimalo, to, kar se jih bo dotaknilo. In tudi opažam, da popularno je to, kar se bo človeka dotaknilo, v čemer se človek lahko najde na vsak način. Še posebej recimo kakšne tematike, ki so mogoče bolj take kočljive, kot se recimo kajenje, ker ali kadiš, ali pa poznaš nekoga, ki kadi. Ali pa nove stvari, kot so fuge in tako naprej, alkohol. To so teme, ki bi jaz rekla, da so mogoče najbolj popularne, niso pa mogoče tudi najbolj nujne. Bolj nujne so iz mojega pogleda kakšne preventivne stvari, ki pa, ja, nažalost, iz mojih izkušenj nobenega ne zanimajo. Tako da čez vsa ta leta, čez vsa čas dela, sem v bistvu jaz, pa tudi moj mož, s katerim to skupaj delava, odkrila, kako se loteva teh tematik, ki mogoče na prvi pogled ljudi ne zanimajo iz drugega zornega kota, tako da jim lahko predstavimo, da postanejo zanimive in da
v bistvu ni tema tista, ki je kriva. Krivo je to, kako mi v bistvu se lotimo te teme. Vse je lahko zanimivo, če tako narediš. In mogoče še pod vprašanje, kako torej poskrbiš, da je zanimivo, da si avtentična, zabavna in vseeno predaš te informacije, ki mogoče ne zanimajo ljudi takoj, pa so preverjene in verodostojne. Ja, se mi zdi, da to, da je tematika preverjena, verodostojna, strokovna, ni nasprotje od tega, da je zabavna ali pa nasprotje od tega, da ne vem, sem jaz lahko avtentična. Jaz sem lahko avtentična, ko te stvari govorim. V bistvu moja glavna stvar, s katero se ukvarjam, je, kaj je tista bolečina, kaj človek recimo ob tem lahko občuti, ali pa kaj je tisto, kaj bi ga zanimalo, nekaj, da je zanimivega tem, kar lahko zgrab in potem iz tle štartam, potem grem pa lahko kamorkoli. Ko imaš človeka enkrat, da ga nekaj zanima, bo seveda poslušal. Zdi se mi pa res, ja, bolj pomemben tudi ta preskok v glavi, da ni strokovnost, ne vem, nekaj, kar bi moralo biti na pedestalu. V bistvu strokovno je tudi to, da mi poenostavimo, povemo na zabaven način, še vedno pa ohranimo podatke, ki so resnični. Torej iščeš človečnost v teh podatkih, ki jih želiš deliti. V redu. Neja, ti si pa v bistvu, ja, izhajaš iz raziskovanja, mlada raziskovalka si. Se ti zdi, da si vseh teh, kar si zdaj slišala, recimo, da so vsi trije sogovornici in sogovornik nekako poudarili neke veščine, ki jih uporabljajo pri tej komunikaciji, da je ta transparentna, jasna in krepi zaupanje. Imaš dovolj tudi ti podlage dobiš na samem študiju oziroma pri svojem raziskovalnem delu, da bi lahko to počela samostojno in samozavestno, ti kaj manjka, kaj bi želela razviti? Pozdravljeni tudi z moje strani. Ja, glede tega, v bistvu je, kakor se sam vsakdo angažira za take stvari. Neke možnosti so, tudi današnja moderatorka ima na biotehniški fakulteti delavnice, mikrofon v roke, je pač super delavnica, ampak spet to je vse na prostovoljni bazi in kdor se pač samo od sebe to odloči. Tako da na voljo imamo take stvari, tudi recimo znanstveni slam, ko ga bomo tudi kasneje slišali, ampak to je spet, je na voljo, ampak ne prisil pa nas, da se udeležimo tega, da gremo pa, da aktivno delamo na teh mehkih veščinah, ki se mi zdijo, da so res zelo pomembne za vsakega raziskovalca, da vsak zna komunicirati znanost. Zdaj ni treba, da ima vsak TikTok, pa to pač to je itak za ljudi, ki se pač res radi s tem ukvarjajo, ampak tudi mi moramo znati povedati to, kar delamo, zaradi tega, ker s tem tudi krepimo zaupanje v inštitucije, zaupanje v univerzo, v take zadeve. No? Tako da se mi zdi, da bi bilo lahko več tega, tudi mogoče kakšno obvezno usposabljanje, no, vsaj kakšno uro, dve, da se spoznamo s tem, da se, če ne drugega, vsaj nekdo malo razmisli o tej temi, no, vsak presebno. Tisto pa, ki zdaj že misli to dela, da se potem vsaj tako, no, torej, kako oblikovati zaupanja vredno komunikacijo z različnimi javnostmi. Ja, tako je. Pa bomo zdaj v bistvu vprašali še našega petega gosta ali gostjo ali ne vem, kako kakšen spol naj mu ji nadenem. Pa bi prosila režijo za prvi poziv, ga bom jaz sklele prebrala. Torej, malo sem pojasnila, da je specialistka za komunikacije z bogatimi izkušnjami na področju znanstvene komunikacije. Pojasnila sem, na kateri okrogli mizi smo, kdo so gostje in pa prosila za 5 najučinkovitejših strategij za zagotovitev, da je znanstvena komunikacija zaupanja vredna, da krepi zaupanje javnosti in izboljšuje družbeno razumevanje znanstvenega znanja. In da naj to predstavi v jasnih alinejah, pa če jaz še poudarim, kar smo do zdaj slišali, Evgen je omenil poslušanje en drugega, predajanje enostavnih informacij, Ema je omenila to človečnost oziroma iskanje teh skupnih točk, ki povezuje nekako vse ljudi, pa tudi enostavne informacije oziroma zabavne. Poudariti nekaj, kar je Evgen zelo zanimivo si omenil, kaj smo se zmenili, torej da ljudi prosimo, da še enkrat preverimo, ali so oni razumeli to, pa me kar popravite, če jaz vas narobe parafraziram, torej kar si jim ti povedal, če so oni res razumeli, kar si ti želel povedati. Renata je poudarila pomen opravičila, tudi če se zmotiš, nič ni narobe, v znanosti se zmotimo in pa tudi to neko prednost Slovenije mogoče za komunikacijo znanosti, našo majhnost. Tega sicer jaz chatu oziroma jezikovnemu modelu nisem napisala. Neja pa je poudarila predvsem, da bi potrebovali neko izobraževanje na tem področju. Pa poglejmo, kaj sedaj bom mogla vstati, da bom lahko prebrala.
povedal nam čet. Torej, gradnja zaupanja z jasnostjo in poštenostjo, ne priznati torej, glede metod, omejitev, negotovosti raziskav, o tem so že tudi ostali govorili prej, pošteno priznanje, da znanost ne ponuja absolutnih odgovorov, temveč najboljše razlaga na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov. Prilagajanje jezika ciljni publiki, Eugen, to mislim, da si ti omenil, ne, da imaš otroka in pa starše potem, a ne, verjetno. Renata, kako imate pa vi ciljno publiko določeno? Naša ciljna publika je pravzaprav so ljudje, ki imajo radi znanost, pa rekli bi, da pravzaprav od srednje šole naprej. Če pa pogledamo malo podatke o gledanosti, prav veliko jih žal ne smem povedati, pa bi rekla, da nas gledajo nekoliko starejši ljudje. Ampak to je nekako značilno za televizijo na splošnem. Se pravi, nimamo po letih, imamo bolj nekako po tem, koga to zanima. In Ema, ti pa verjetno imaš tudi na Instagramu nekaj teh stvari, da veš po spolu in po starosti, kdo vas spremlja? Mene večinoma spremljajo ženske, tako 2/3. So pa čisto vseh starostnih skupin. Imamo tudi upokojence, imamo čist mlade, tam 15 let, tako da ja. Torej prilagajanje jezika ciljni publiki, ciljnim javnostim, uporaba metafor, zgodb, to seveda delate v bistvu vsi, oziroma bi se tudi verjetno znanstveniki želeli naučiti. Vključevanje dialoga namesto enosmernega podajanja informacij. Ti si omenila, da so vam poslušalci pisali, ne, torej ustvarite nek dialog, socialna omrežja ustvarjajo dialog, ti si govoril tudi o tem. Uporaba digitalnih orodij odgovorno in premišljeno. V svetu všečkov in algoritmov je pomembno, da znanstvena vsebina ne podleže senzacionalizmu, vsebina naj bo vizualno privlačna, hkrati vsebinsko točna, uporaba umetne inteligence naj podpira, ne pa nadomešča kritično presojo, no, torej kot orodje. Na ta del, na to 4. točko bomo šli v nadaljevanju pogovora in pa povezovanje znanostmi z vrednotami in družbenimi vprašanji. Znanost naj se ne predstavlja ločeno od družbe, temveč kot njen sestavni del, ko znanstvena komunikacija pokaže, kako raziskave vplivajo na zdravje, ne, to si ti omenila, torej to človečnost, okolje, pravičnost, vsakdanje življenje postane bolj relevantno in zaupanja vredno, pa to je tudi omenjala Nina Beguš že prej, ne. Torej, imate kakšen komentar na rezultate in nekako kar povzel, o čemer smo mi govorili, bi še kaj dodali? Ne? Ok, seveda je pa mogoče tudi kakšne trike izpustil, o katerih bomo govorili v nadaljevanju tega pogovora. Torej, na nek način je jasno po tem celotnem dogodku danes, ne, da zaupanje v znanost mogoče ni nekaj samoumevnega, ampak se ga gradi z dolgo tradicijo 17-16 let oziroma rednimi objavami na socialnih omrežjih, zgradnjo tega mostu med pacienti in pa starši in podobno. Zato bomo pa zdaj v bistvu malo razmišljali o tem, kje pa ljudje dobivajo informacije. Ema, omenila si že, da v bistvu praviš, da popularnost in kakovost znanstvenih informacij nista v nasprotju, ne? Ne. Se ti zdi, da dosežeš viralnost, moraš zelo poenostaviti neke znanstvene vedenja ali ne? Načeloma se mi zdi, da to, da mi poenostavimo, pač naredimo zato, da dejansko doseže ljudi, da lahko razume vsak, da lahko razume nekdo v osnovni šoli in da lahko razume nek starostnik, ki nima toliko izobrazbe. In ja, zame dejansko je to komunikacija znanosti in tudi moja služba s tem, se pravi, da poenostavljamo se. Ni pa to, da poenostavim razlog, da dobiš viralnost in tudi ni to način, kako zgubiš strokovnost. V bistvu se mi zdi bolj pomembno, kaj je ta pridih, ki ga jaz dodam. Kako pa paziš, da ne banaliziraš, recimo, ali pa da ne podcenjuješ javnosti? Pa to mogoče enako vprašanje bi vprašala potem Renato. Jaz vedno štartam nekako, kako si jaz predstavljam, da bo človek razumel, imam pa srečo, ker to delam s svojim možem, ki ni iz medicinskih vod in vedno njemu v bistvu predstavim. In tudi on meni da vedno feedback, reče, to je pretežko, to mogoče lahko drugače poveš, to je prej lahko zavitko. Tako da čez čas sva v bistvu potem oba prišla, ne vem, do enega sistema, ki deluje, tudi seveda gledalci dajo ves čas feedbacke, kaj jim je bilo preveč, premalo, kaj jim je všeč in se učiš in s časom postaješ vse boljši. V bistvu je sam čas in delo tisto, kar te nauči delati boljš. Renata, mogoče?
kako pravzaprav predstavljamo teme, da niso pretežke in da ljudi zanimajo. Ja, pa predvsem tudi, da ne mogoče, da ni preveč poenostavljanja in pa da ne zbanalizirate znanosti. Ne, mogoče je to strah znanstvenikov pogosto ali pa mogoče podcenjevanje ali pa izpuščanje kakšnih podatkov in podobno, ki se mogoče nekomu zdijo zelo pomembni. Ja, razlika pri tem je, da pravzaprav mi ne delamo sami. Znanstveniki so naši gostje in pravzaprav zato, da ne zbanaliziramo, oni prav dobro skrbijo. Recimo, je neka meja, do katere se spustite in po tisti meji pač enostavno rečejo, to pa res ne bi. Ne? Tako da ta meja, da ne bi zbanalizirali, se mi zdi, da je ne prestopamo. Mogoče kdaj prestopamo mejo, da so katere stvari prezapletene. Takrat je pa dobro, da gledalce nekako pripeljemo z preprostimi primeri, z zanimivostmi do tega, da jih pa potem zanima in da potem lahko tudi neke malo težje dele razumejo in da jih lahko pravzaprav nekako, kako bi rekli, preživijo in potem jim spet ponudimo nekaj manjšega. Mi imamo oddajo, ki je dolga 25 minut. Nekako vzdrževati pozornost gledalcev 25 minut je precej težko, kar pomeni, da potrebujemo pogosto neke oprimke, nekje, kjer razumejo, pa jim potem lahko damo nekoliko več. Ampak potem moramo jim spet dati nekaj, kar razumejo in potem spet neke informacije, ki so nove in težje. Se pravi, potrebno jih je nekako lepo peljati skozi teh 25 minut. Preko nekih sider na nek način. Neja, mogoče tebe kot raziskovalko bi te skrbelo, kdaj poročati o svojih raziskavah oziroma se kdaj sprašuješ, kaj izpustiti, kaj uporabiti, ko z nekom govoriš oziroma bi želela širšo javnostjo oziroma z neko javnostjo govoriti o svojih raziskavah? Ja, jaz velikrat, tudi ko jaz delam, ko pišem članek ali pa kaj ne razumem, si pač res toliko časa delam, da če bi mogla to zdaj nekomu povedati, v takem preprostem jeziku pomeni, da tudi jaz potem dosti razumem, da se dosti samozavestno počutim, da lahko o tem pišem. Pa tudi vsakič, ko komuniciram znanost, ponovadi jaz to z domačimi, zmer se trudim jim povedati tako, da na tak način, da razumejo, pač večinoma jaz sem srednješolsko izobrazbo in se pač v domačem okolju redno prakticiram komuniciranje znanosti, pa tudi tako, tudi zdaj kakšnimi študenti na kakšnih znanstvenih slam podobne zadeve, se res trudim, da bi bilo moje znanje, da ga prenesem na tak način, da ga širše, pač se prilagodim publiki, katero imam. Evgen, mi smo vprašali zdaj jezikovni model oziroma orodje umetne inteligence za pomoč pri tem, kako napotke za komuniciranje znanosti. Ti si omenil, da je to redna praksa, ko starši prinesejo rezultate nekega jezikovnega modela. Jaz trenutno delam na enem projektu občanske znanosti, kjer se nam je enako zgodilo, preverjamo neke modrosti starodavne, neke tradicionalne načine zdravljenja oziroma prehrane in pa o okolju in so seveda ti naši občanski znanstveniki, ki naj bi preverjali in znanstvenice te informacije, povprašali ChatGPT in bili potem čisto razočarani, ko smo jim predvajali posnetek neke raziskovalke, ki je pojasnila, kaj se dogaja, ker se je pa Chat že vse vedel, ampak verjetno, če bi pogledali v podrobnosti ta odgovor Chata, bi videli, da je marsikje mogoče tudi kaj narobe poročal. Ja, to je mogoče, če grem na študentsko populacijo. Tudi študentje to uporabljajo z veseljem. Jaz vedno rečem pri študentih, da jaz tudi to uporabljam. To, kar oni uporabljajo za, naprimer, pomoč pri reševanju kakšne zadeve, jaz pomagam si s ChatGPT-jem tudi pri sestavljanju kakšnih izpitnih vprašanj. In to na tak način, da se s ChatGPT-jem tako pogovarjam, da pol on zgubi sled in potem nekako na ta način poskušam študentom razložiti in isto pacientom, da ChatGPT je super orodje, tako kot kladivo, ampak če ga ne znaš držati, se boš užgal po prstih. In s ChatGPT-jem se lahko isto zgodi, s tem, da se tukaj lahko igramo z zdravjem. In na tem področju moramo mi seveda je ChatGPT neka bližnica, neka instant rešitev, katere si ljudje želimo jih imeti na vsakem koraku na voljo, ampak je naše znanje tisto, ki preverja ChatGPT, a je mogoče neka stvar pije vodo ali je ne pije. In potem seveda se lahko, tako smo prej lepo videli, s ChatGPT-jem pogovarjamo, ne, to mi nisi prav odgovoril, daj mi drug odgovor, ampak mi moramo vedeti, da nam ni prav odgovorim. In tle je problem, da mi ljudje iščemo instant rešitve in nekako se prisilimo, da zaupamo ChatGPT-ju,
ker imamo občutek, da je naša odgovornost, zdaj ni več naša odgovornost, ampak je kar, tako si jaz razlagam, ker jo prenesemo na ChatGPT, ampak ta odgovornost ChatGPT-ja nas lahko pusti, kot sem že prej omenil, na cedilu in nas ne zna potem spraviti na neko varno področje. Tako da jaz bi ChatGPT smatral res kot izključno orodje, ki, če ga znamo pravilno uporabljati, se znamo pravilno z njim pogovarjati, nam je lahko fantastična bližnjica, če pa ne znamo tega uporabljati, je pa to lahko velika nevarnost. Še vedno moramo torej uporabljati tudi naše možgane in naše znanje kot orodje. Pa bom jaz zdaj vseeno še enkrat tole naše orodje prosila, da mogoče pa izpostavi morebitne omejitve in izzive, ki so neločljivo povezani s samo znanstveno komunikacijo, predvsem v času socialnih omrežij in pa algoritmov. Torej, omejitve naj bi bile, da algoritmična pristranskost omenja in polarizacija, torej, da družbeni mediji dajo prednost vsebinam, ki sprožajo čustvene odzive, kar pogosto pomeni senzacionalizem, poenostavljanje ali celo lažne informacije, znanstvena vsebina, ki je kompleksna ali zadržana in je zato manj vidna, kar vodi v informacijske mehurčke in polarizacijo mnenj. Pa bo Ema potem, lahko kar napovem, bomo en video pogledali in bo delila z nami, kako to mogoče premagati. Pritisk po všečkih in viralnosti, torej želi potem, da imamo čim večjo všečnost, torej čim večji doseg na socialnih omrežjih, zmanjšanje pozornosti, površno razumevanje, je lahko omejitev, kar si ti omenil, ravno kar ne, preplet strokovnosti oziroma osebne blagovne znamke, zadnjega pa in težave pri preverjanju virov in avtoritete. Torej, verjetno vsi vi, ki komunicirate znanost, tudi preverjate vedno vire. Bi kdo kaj povedal o tem, bi kdo kaj pokomentiral, kar je jezikovni model izpostavil kot omejitve? Jaz tudi za svojo pripravo video velikokrat se obrnem na kakšen jezikovni model in mu rečem, prav napiš mi v tej tematiki in mi citiri vsako stvar s študijo. In potem klikam na te študije in berem. In iz izkušenj tako sem se naučila, da velikokrat kaj pametnega mi najde v obliki študij, ni pa to, kar je napisal nujno iz te študije, kaj je citiral. Tako da zame je to v bistvu postal model, kako iščem zanimive študije, potem pa jaz preberem študijo in tam najdem kaj zanimivega, ne pa kot nekdo, ki ti bo dejansko uspel citirati vir natančno tega, kar je najdel. Tako da res, če ti zelo podrobno preverješ vse, na koncu vidiš, da nima ne repa ne glave, ni zares povezano, lahko pa veliko odneseš, tako kot si ti že izpostavil. Ima ogromen enih možnosti tudi za nas, da se učimo, da uporabljamo in da nas povezuje z novim znanjem. Jaz bi tukaj dodala, da zmeraj preverjamo recimo umetno inteligenco. Jaz tudi zmeraj preverjam vir informacije, recimo od Eme, pač ker vem, da je zdravnica in veliko bolj zaupam tem veru, kakor če bi o tem, ne vem, recimo jaz pisala, ker nisem, mislim, na ta način. Pač je fajn tudi preveriti to ver, izhodišče to osebo, a ima res tako izobrazbo, ima vsaj temelje, da se spozna, da tudi razlika je, ali jaz pa Ema oziroma pa Evgen, če vsi tukaj isti članek preberemo, kako si ga bomo razložili, ker najbrž si ga bomo vsak malo drugače, ker najbolj Ema pa odvisno, če je pač recimo medicinskega izvora. Ne? Ja, če smem še dodati viri, kar vidim pri starših zelo pogosto in tudi pri študentih, ki jih pa učim te stvari, vir dobiti in potem samo je tam nek priimek, vejca, letnica in višja, ki je letnica, pomeni bolj svežji vir in zdaj temu lahko zaupam. In potem se tle pogovarjamo v redu, ampak a smo preverili znanstveno revijo, kakšna je, ali je to v znanstveni reviji, kakšen članek je to, izvirni, pregledni, sistematični pregled, metaanaliza, kaj je to, position paper. To je pa ljudem kar malo vseeno. Sam, da je tam nek članek, zgleda znanstveni, to bo že držal. To je velik problem, ki sicer študente učimo, zdaj v ambulanti ne morem tega učiti, ampak študente pa res non-stop masiramo, kar se teh stvari tiče. Renata? Mogoče je malo pri nas razlika še v tem, da sem jaz pravzaprav in tudi moje sodelavke smo po izobrazbi novinarke, kar pomeni, da mi dejansko v svojo oddajo povabimo znanstvenike, ampak znanstvenike, ki jih povabimo, nekako vzamemo za svoje sodelavce. Z njimi skupaj nekako tudi kdaj najdemo tiste teme, ki so zanimive, tudi njih prosimo za kakšno pomoč. Se pravi, imam srečo, da o znanosti ne poročam z nekega
drugega zornega kota, o kakih nepravilnostih, o financah, o čemarkoli drugem, ampak res samo vsebinsko in v tem primeru so lahko nam tudi neke vrste sodelavci. Odlično, zdaj bi pa jaz v bistvu kar prosila, če lahko pogledamo video od Eme. Ful je lepo, da uporabljamo papirnate lončke namesto plastičnih, a ne? No, v resnici te papirnate lončki niso čist papirnati. Lahko si pogledate, na vsakem imate tole oznako ponavadi, kjer piše, da je noter tudi plastika. In na srečo imamo tudi oznako, da je razgradljivo. Zakaj to pomeni? To pomeni, da vsebuje neko bioplastiko, ki se lahko v industrijskih pogojih razgradi. Se pravi, če daš vse v kompost, to ne bo razpadlo, ampak pod hudo temperaturo, dlje časa, pa lahko ta plastika tudi razpade. No, ta plastika, ki pa vidimo, da je noter, se pa nahaja v notranjem sloju. Točno tam noter, kamor vlijemo vročo tekočino. No, dajmo si danes kar pogledati, kako to izgleda. Tako da za tale poskus bom vzela vročo vodo in jo bom ulila okoli tega lončka. Pa bomo pa to pustili 1-2 urci, pa da vidimo, kaj se zgodi vmes. To je to, se vidimo kasneje. No, pa smo nazaj, pa si pogledamo, kaj se je zgodilo z našim kozarčkom v tem času. Ok, kot vidite, je dejansko pod temle papirjem en plastičen ovoj, kaj da bi imel vsak kozarček en kondom noter, ki preprečuje to, da bi se voda zlila ven. Se pravi, če ga jaz dosti natančno počistim, pridemo do tega plastičnega sloja iznoter, ki se tukaj zelo lepo vidi. Tlele mi ga rata malo počuti. Ampak ideja je pa jasna. Dejansko je kozarček oblečen v plastiko. In to samo po sebi zdaj ni tak problem, razen tega, da so v raziskavah ugotovili, da ta plastika, ko ti vliješ vročo vodo not, tam od 85 do 95 stopinj, v 15 minutah spusti okoli 10 na 8 mikrodelčkov plastike v tekočino, 100 ml tekočine, pa to nima samo 100 ml. Ne samo to, naša so noter že težke kovine, kot recimo svinc, kadmij, krom, pa tudi razne kloride, nitrate, sulfate, oglavno same stvari, ki jih nočemo imeti v pijači. Zdaj, če mi vsake toliko časa pijemo iz takih lončkov, ni to noben problem. Ampak če pa to vsakodnevna praksa, pa raje predlagam, da si prinesemo svoje lastne lončke, ki so kovinski, keramični, ne vem, stekleni, karkoli, kar ni papir. Zato, ker dolgoročno tudi te stvari vplivajo na nas. To pač en mali puzzle v sestavljanki zdravja. Tako da, evo, v resnici je to tvoj kozarček. Papir je tukaj, samo da ga lažje držimo. Skrbim za pravilno reciklažo. Čau, čau. Hvala. Evo, Ema, zdaj pa preden gremo še na del o komunikacijskem načrtu za raziskovalce in raziskovalke, ki ga bo kmalu zahteval Aris, me pa zanima, če z nami deliš še nekaj teh najboljših praks, tehnik za ustvarjanje tovrstnih vsebin, ki jih ti ustvarjaš. Kaj sta razvila z možem, si prej omenila, da imata nek recept, torej 3 točke tega recepta, vsaj 3 točke tega recepta. Zmenjeno. Prva stvar je, da se vprašaš, ne samo to, kaj se tebi zdi zanimivo, ampak kaj ljudi dejansko zanima. Lahko govoriš z njimi, lahko govoriš s komorkoli, ki ni iz tvojega foha, bom tako rekla, ki dejansko mogoče na to stvar gleda drugače kot mi. Recimo, meni se marsikdaj zdi kaj super zanimivo iz medicine, povem Kristjanu in Kristjan reče, vse to je zanimivo, ampak sam tebi. Tako da to, da poslušamo ljudi, to je prvi korak. Brez tega ne moreš narediti nekaj, kar je mogoče prikazano na zanimiv način. Drugo, pri mojih vsebinah, ki so pač kratke, to je verjetno drugače kot na televiziji, je zelo pomembno, da je prvi stavek, prvi trenutek, kaj se na začetku dogaja udarno. Ker to je tisto, kar bo določil, ali bo človek vstal, ali bo človek šel. Tako da jaz vedno zberem, rečem, da ponavadi, ne vem, midva dela, jaz delam vsebino. Nekaj časa, potem pa enak čas zapravim, da naredim ta prvi stavek. Ali pa da si izmislila, kaj bo na začetku. Ker to je to, kar bo človeka prepričal. Tako da se lahko zelo dobro poglobiš in ukvarjaš s tem, kaj je tisto vprašanje, ki mogoče človeka matra, kaj je nekaj lahko malo kontroverznega, da potem razbiješ ta mit ali pa ga potrdiš, da dejansko znanstveno pristopiš temu in pokažeš, kaj se zadaj skriva. Tako da to je druga stvar, ki bi jo izpostavila. Tretja, mogoče to ni najbolj tak nasvet, ampak tretja stvar pa je, da znamo lahko to delati sam, kaj dolgo delamo. Če pogledate moje videe nazaj, bojo slabši od teh, kaj zdaj delam. In tudi te, ki so bili prvi na mojem kanalu, so gledali kar dober, ampak to ni moj prvi kanal. Jaz sem predtem delala en drug kanal, predtem sem delala podcaste. To so v bistvu leta in leta učenja. Nastopanje na nek način je mogoče tudi, kot si že ti omenila, ena posebna stvar, ki se jo moraš naučiti. Nisem dosti, da znamo znanstveno govoriti, da razumemo znanost. Pomembno je tudi, da znamo komunicirati na drugačen način. In jaz recimo zelo rada to delam tako, kot ste videli, človeško oblečena z čist navadnim pogovornim jezikom, ker se mi zdi, da to je način, ki lahko človeka se najbolj dotakne in čez tak pristop
mogoče je pripravljen slišati tudi kaj, kar, ko je znanost povedana s takimi velikimi besedami, kar je pomembno, ker velike besede imajo veliko tudi večji, ne vem, besedni zaklad in več stvari se lahko zmenimo in to sodi pač v stroko, v samo znanost, ampak to ni nekaj, kar mogoče ljudi prepriča, da bi poslušali. In ravno zato se jaz res trudim ostajati na tleh, tam, ker ja, bo tudi meni konec koncev najlažje razumeti, če bom jaz videla video, tako, po domače. Super, Renata. Jaz lahko dodam, da pravzaprav mi pa zbiramo vsebine tudi drugače. Tudi če je nekaj zanimivo samo nam, nekako zaenkrat si rečemo, pa dajmo to predstaviti tudi drugim, ker če je nam zanimivo, nekaj je v tej tematiki, mi se lahko pravzaprav res lotimo vsega, lahko najdemo tiste dele slovenske znanosti, ki mogoče niso tako zelo zanimivi za splošno javnost in se želimo pravzaprav posvetiti tudi takim temam in razmisliti, se tem temam posvetiti dovolj časa, da bodo zanimive tudi za druge. Še Eugen ima komentar, potem pa bom... Jaz bi samo eno lastno izkušnjo povedal, kar je bilo omenjeno, pa prej sva se z Renato pogovarjala, pa lahko jo jaz izgovorim, ker gre na moj račun. Ko sem jaz začel komunicirati znanost, to je bilo 15 let nazaj, ravno za oddajo, ko so prišli novinarji mene snemati, je cela novinarska ekipa mislila, da bo zblaznela, ker jaz nisem mogel enega normalnega stavka izustati, brez da bi imel v spominu, kaj vse sem še pozabil zdaj povedati. In bolj, ko mi je novinarka govorila, da je samo enominutna izjava, da jaz ne morem vsega povedati, kar bi želel na temo dojenja. Sem pol pogrešal te tečaje retorike, da bi lahko se potem nekako izgradil. Seveda sem se takoj po nasvetu novinarke vpisal na tečaj retorike in delal na tem, ampak ja, prej je bilo že omenjeno, to bi mogli tudi malo slišati, predvsem, če želimo znanost približati ljudem, mogoče na nivoju univerze, fakultet razmišljati v to smer, da je pomembno, prav tako kot objavljamo znanstvene članke, je pomembno tudi komunicirati to družbi in smo na nek način dolžni to vrniti družbi, to je kot komentar. No, jaz bi pa zdaj v bistvu sta in Renata in ti, Renata, ki je omenila, da v bistvu vsa področja znanosti želite pokrivati in povsod najdete nekaj zanimivega, kar izpostavila, da ARIS z letošnjim razpisom za sofinanciranje raziskav zahteva tudi, da boste raziskovalci in raziskovalke, ki boste ta razpis sredstva prejeli, v prvih 6 mesecih pripravili komunikacijski načrt za širjenje vaše znanosti. Jaz bi tukaj vseeno rekla, da iz vidika mojega dela vsa komunikacija znanosti se ne dogaja samo z všečki na socialnih omrežjih pa na televizijskih oddajah, ampak se lahko ogromno komunikacije znanosti dogaja tudi na terenu, z ljudmi, občanska znanost je bila danes že omenjena, pa tudi z oblikovalki in oblikovalci politik, na njih ne smemo pozabiti, kjer je potem čisto drugačen način komuniciranja in prevajanja vaših znanstvenih dosežkov do njih, če želimo neke spremembe v svetu. Vseeno pa najprej se bom obrnila na Nejo in pa potem tudi na Eugena, glede tega komunikacijskega načrta. Kaj si v bistvu, tudi vi mogoče kot Mlada akademija, vsem si tukaj zastopaš Mlado akademijo, poleg tega, ker smo že slišali več izobraževanja na področju komuniciranja znanosti, več delavnic na tem področju, kaj si še želite? Oziroma, kaj upate, da bomo mogoče tudi dosegli ali pa da vam bo ta mogoče pomoč pri pripravi komunikacijskega načrta omogočila? Ja, ena stvar je to, da mi smo zelo navajeni komunicirati v angleškem jeziku, pa v tem našem mehurčku. Zdaj, bilo zelo fajno, da bi tudi začeli znati komunicirati tudi v slovenščini, da objavljamo tudi v slovenskih revijah in da s tem tudi približamo našo znanost na znanstven način, pa tudi to, s tem, da se udeležujemo kakšnih podcastov, kakšnih teh televizijskih oddaj znanstvenih na ta način, da je res čim več tega. Ker če pač, dopoldne sem se z možem pogovarjala, ker sem rekla, če bi njega zanimalo kaj tazga, ne, vse to, kaj ti dela, vse to, taka niša, to nobenega ne zanima, razen tebe.
Ampak spet, če ljudje tega ne vejo, če jim jaz ne znam tega predstaviti, ja, najbrž jih ne bo zanimalo. Če jim pa jaz znam to predstaviti, pa povedati, zakaj je uporabno, pa bi mogoče marsikoga zanimalo. Ja, zdaj pa, če nihče ne ve, da to obstaja, pa težko te zanima nekaj, o čemer ne veš, ne. Tako da ja, s tem bi zelo približali znanost pač tudi drugim izven našega mehurčka in se mi zdi prav, da je komunikacijski načrt, da se vsaj, če ne drugega, kot sem prej omenila, razmisli o tej temi, kakor imamo tudi načrt za ravnanje z raziskovalnimi podatki, kjer lahko objavimo podatke, sicer je to zaenkrat doza, jih sam pač na repozitorij naložimo, ampak vseeno, tudi imamo mi nek načrt, če kdaj hočemo pogledati, imamo tam tudi našo bazo podatkov, kar je tudi zelo fajn. Tudi komunikacijski načrt se mi zdi, da bi bil tudi v redu, da če ne drugega res saj razmišljamo v to smer, ker marsikdo od nas ne razmišlja, da bi mogel znati komunicirati izven predavalnice znanost. Eugen? Jaz se zelo strinjam in tudi zelo podpiram to idejo o pripravi komunikacijskega načrta. Možnosti za komunikacijo je seveda ogromno. Poleg socialnih mrež, poleg televizije, poleg drugih časopisov. Je to pomembno zaradi tega, ker se mi zdi, da ljudje potem nekako pridejo bližje v kontakt z znanostjo. Zdaj jaz sem prišel, naprimer kot otrok, vedno v časopisu Delo je bila tista mesečna priloga Znanost in tisto sem vedno zagrabil in prebral, čeprav pol od tistega nisem razumel, ampak sem se nekako senzibiliziral in usmeril v to plat znanosti. In seveda o tem se moramo pogovarjati, ker zakaj sem jaz tudi zdaj na družbenem omrežju samo Instagram, dlje ne bom šel, ker je to ogromno dela, ampak so mi rekli študentje, ja pa veste, vi ful dobro poveste tele zadeve, zakaj vi niste na Instagramu? Jaz sem rekel, zato ker nimam časa se še s tem ukvarjati. Ja, ampak a veste, če vas tam ni, pol ne obstajate. In to mi je dal pol misliti in sem rekel, ok, pol pa bom se potrudil, čeprav so moje objave daleč od profesionalnih, ampak vsaj, da se pokažem in povem neko mnenje ali pa ga podkrepim z ustreznimi znanstvenimi dokazi. Tako da, če ne obstajamo, potem nas ljudje ne vidijo in če nas ne vidijo, potem ne moramo nekako narediti svojega poslanstva. Ja, pa začela sem s tem, kako je internet poln vseh informacij in vsem so na voljo. Te informacije je tudi dobro, da jih zapolnimo s kakovostnimi, zaupanja vrednimi informacijami in sem vesela, da vsi to počnete. Zdaj pa preden jaz povzamem, o čem vse smo govorili, imam še zadnje vprašanje, zaključno misel, eno stvar po tem pogovori, ki se vam je utrnila, kako res učinkovito torej sporočati znanstvena odkritja v dobi všečkov in umetne inteligence, če se vrnemo k naslovu pogovora. Kdorkoli, lahko ti, kar začni. Ja, bom predal naprej. Moramo biti verodostojni, to je definitivno, znanstveno oziroma podkrepljeni z ustreznimi znanstvenimi trditvami, moramo biti razumljivi, torej moramo vedeti, komu želimo sporočati našo informacijo. Zdaj, če je to znanstveni krog, seveda temu primeru na višjem nivoju, če je pa to neka laična javnost, moramo znati približati to naprej in seveda smo pri tem, da se zavedamo, da se znanost spreminja, samo mimogrede, tisti, ki imate več otrok, uvajanje goste hrane pri vsakem otroku verjetno drugače in starši danes dvomijo, če sploh to, kar zdaj jaz trdim, ja, saj je v redu, ampak čez 2 leti v te drugače govoril. In je problem v tem, da moramo biti pri tem transparentni in če se zmotimo, kar je bilo že danes rečeno, povemo, ali da smo se mi zmotili, ali pa da smo se mi kot znanost mogoče motili v eni zadevi, pa jo zdaj peljemo v drugo smer. Samo ljudje, če ljudje ne vedo, kaj je v ozadju, si ne znajo predstavljati, tako da bi zdaj ugasnili luč in bi rekli, najte izhod, pa ne bi imeli teh označevalcev, kje je izhod, bi se bali in ljudje, ko nekaj ne vedo, nekaj ne poznajo, tega se bojijo. Če jim pa mi to nekako znamo pojasniti, imajo informacijo in se več tega ne bojijo, ampak to informacijo znajo spraviti v prakso. Da to so mogoče elementi, ki jih jaz vidim. Jaz sem očitno zelo nejasno vprašala, ko sem rekla eno stvar, pa smo dobili 3, ampak hvala. Tako da ne, ja.
Ja, se strinjam z vsem povedanim, pa predvsem to, da ostanemo. Mislim, da povemo, da če smo se zmotili, da to priznamo, oziroma da če česa ne vemo, samo pač rečemo, pač ja, ne vemo. Pa tudi to, da ja, kakšne teorije oziroma hipoteze se pač ja, se lahko zavrnejo, se ne zavrnejo čez čas in da pač pustimo možnost, da se znanost spreminja. Jaz bi vam pa dala en nasvet. Neka ljubezen, navdušenje nad znanostjo, nad tem, kar vi počnete, je nalezljivo. Pokažite ljudem, zakaj imate radi to, kar počnete in razumeli bodo to in z veseljem vas bodo poslušali. In vsem, ki vas tukaj vidim, pa ste bili v naši oddaji, bi se lepo zahvalila, da ste nam zaupali in da ste se pustili, kako bi rekla, Evgen, recimo ti si se nekako, da ste se pustili, da smo rekli, ponovite še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat, pa zato, da bomo razumljivi za ljudi. Ema. Hvala. Mene je pa to, kar si ti prej rekel, Eugen, spomnilo na neki in to, ko si rekel, da si kot otrok bral, kaj je bilo ta prilogo, neko, ja. Tudi jaz sem kot otrok zelo rada gledala in brala kemijske knjige, mene so atomi zanimali, mene je zanimalo, kako avion leti in ko mi sem čakala, da se za očem pelem v avtu iz šole domov, sem imela 7-8 let, da on meni razlaga o elektronih in vseh teh stvareh, ki je bil cel nov svet. In danes je bilo veliko vprašanj na to temo, joj, pa poenostaviti znanost, pa se zgubi strokovnost, pa kaj pa, če bo preveč banalno. In vse to so dileme, s katerimi se definitivno mi ukvarjamo. Mi hočemo, da znanost ostane strokovna, saj to ji daje to zaupnost, ta okus, to spoštovanje, da je strokovna. Ampak hkrati ti ne rabiš zgubiti te strokovnosti, da jo narediš zabavno za človeka. Zato je bilo nama tudi zabavno brati, samo prilagodiš jo na njegov nivo. In to je cilj znanosti, komuniciranje znanosti. Da pač znanost pride v svet, tam, kjer more biti. Ker tudi zame, kot zdravnica bodoča, vse je v redu, ko nekdo pride k meni v ambulanto ali pa recimo k tebi v ambulanto, vse mi predamo, kar moramo dati, ampak zdravje kot tako in tudi uporaba znanosti se pa dogaja v vsakodnevnem življenju in zato mora tja pridati. Torej, znanost mora priti v vsakodnevno življenje ljudi in zadnji predavatelj je prej zaključil, da kjer človek prisluhne znanosti, se začnejo spremembe, lahko pa se tudi mi potrudimo, da bo lažje prisluhniti tej znanosti na načine, na katere komuniciramo. Seveda je verjetno se marsikomu utrnilo še veliko podvprašanj, tudi meni se je v tem pogovoru, ampak nažalost je naš čas danes omejen. Mislim, da bojo ostali sogovornice in sogovornik ostali še na predavanju in kasneje in jih lahko pocukate za rokav in kaj vprašate. Jaz bi se še enkrat vsem štirim lepo zahvalila, hvala za prijeten pogovor in pa predam besedo Suzani. Najlepša hvala vsem izjemnim gostjam. Hvala tudi Zarji za zelo strokovno in profesionalno vodenje te okrogle mize, zdaj pa je na vrsti nekaj zelo zabavnega.